presentation will be in Slovenian, so we hope that, you want, that there are not too many of you who speak English, and we apologize for that. But if there will be any questions, because we will also show some small clips of the works in English, we will stay here afterwards and we can give some short explanation in English as well what our presentation was about. So, Pia today predstavljava, pravzaprav Spijo danes, Spijo Brezavšček, 3 dela, v katerih premišljava načine sobivanja z drugim bivajočim in nebivajočim. In pravzaprav tisto, kar je fokus na ene predstavitve, je to, da premišljava ne samo vsebinski aspekt, ampak predvsem prizoritvene postopke. Gre to, kar bomo danes pa naredila ta izbor 3 delov iz nekega več desetletja trajajočega opusa, ki se je začelo tam leta 2015 v elektroakustični radijski operi Iden, kjer so bile ključne sodelavke tudi pesnica Tina Kozin, skladateljica Bojana Šalič-Podešva. In te uprizoritveni postopki, ko v bistvu na kratko gre za raziskovanje uprizoritvenih pristopov, ki izhajajo iz dekonstrukcije človeškega jezika in kot dramaturška celota prihajajo v razpad logosa, inteligibilnega k čutnemu nagovoru poslušalcev, k neposredni telesni izkušnji. V teh delih je velika pozornost namenjena tudi premisleku organizacije časovnosti in prostora s ciljem premisliti pa raziskati, kako v bistvu te dramaturgije in postopki prispevajo k drugačnemu načinu prisotnosti, pozornosti, prisluha občinstva, poslušalstva. Najino predstavitev bova zaključila z radijsko opero za skupno poslušanje najmlajših, Morje, kjer poslušanje kot praksa skrbi, kjer v bistvu to idejo poslušanja kot prakse skrbi in kot način skupnega bivanja z drugim bivajočim in nebivajočim razširjava z odraslega občinstva na najmlajše in najbolj ranljive posameznike, to je dojenčke in malčke. In ta razširitev nama je zanimiva predvsem z vidika razmisleka, kako so kompleksna zvočna dela za dojenčke in malčke opisane iste dramaturške in konceptualne premise, ki prek senzoričnega jezika, fizične izkušnje, ki opiše zvok, tudi zvočnost besede, beležijo premik atmosferi, relaciji, skupni prisotnosti. Če strnem z najinim prispevkom, tako zastavljava vprašanje povezav med dramaturgijami skrbi in ekološke občutljivosti, oziroma kako lahko kompozicijski formati, tudi ti, ki temeljijo na načinih bivanja in zaznavanja najmlajših, recimo radovednost, čudenje, prisotnost v trenutku, telesna zaznava, celo animizem kot način razumevanja sveta, odpirajo relacijske prostore za neotipljive izkušnje okoljskih nejezikovnih, polifonih naracij, ki se povežejo skrb, ekologija in umetnost. Ja, hvala, Saška. Jaz bi samo omenila, da ta dela so avtorska dela Saške Rakove. Jaz sem nekako bila vedno spremljevalka v tem dolgem procesu. Ja. Tako da, ampak sem res z veseljem spremljala te procese in sem poskušala razvijati neke dramaturške strategije, ki so se ob tem snovanju razvijali in so postali tudi zame zelo pomembno vprašanje, ki se mi ga zdi res smiselno še naprej raziskovati. Tako da mogoče bi jaz nekako razložila, kako razumem te dramaturgije skrbi in dramaturgije ekološke občutljivosti. S tem pojmom, torej dramaturgije skrbi, v teh procesih nismo mislili nekakšne esencializirane skrbnosti, s katero bi nemara lahko popravljali okoljske ali druge človeka povzročene krivice, s čimer bi se postavljali v neko rešiteljsko, hkrati pa tudi žrtveno pozicijo. Za nas so, podobno kot piše Bojana Kunsto, načini, kako z določenimi dramaturškimi strategijami dobimo drugačen vpogled v toksične, tehnonaravne, soodvisne atmosfere in okolja, obenem pa skupaj razvijamo politična, etična orodja, kako živeti drugače in si zamišljati sobivanje naših kompliciranih in tesno odvisnih življenj. Konec citata. Ta dramaturška orodja so močno povezana z uglaševanjem na kompleksne naravno-kulturne okoljske svetove, ki so več kot človeški in imajo različne, pogosto asinhrone časovnosti. Takšno kalibriranje poslušanja in telesnega potapljanja odpira perspektivo, ki nas preko sebe vodi onkraj nas, torej onkraj antropocentrične upraviteljske perspektive,
onkraj dihotomije med naravo in kulturo, onkraj razumevanja vrednosti človeškega iz ablistične, logocentrične pozicije. Skrb tu nastopi kot vzpostavljanje stika in povezanosti med zelo različnimi deležniki, tudi in predvsem v njihovi nedoumljivosti, na podlagi česar je mogoče uzreti modele za vzpostavljanje drugačnih odnosov. Dramaturgije skrbi, kot jih uporabljamo v omenjenih delih, odpirajo čute, predvsem sluh, pa tudi kinestetični čut in tip, ki nas lahko prizemljijo in povežejo z zunanjostjo, s svetom človeških in več kot človeških drugih. Dramaturgije ekološke občutljivosti pa za nas pomenijo tendenco k resenzibilizaciji za krhke naravno-kulturne preplete, za katere so naša čuteča telesa programirana, a smo od njih zaradi hitrih načinov življenja pogosto odtrgani. Omenjena dela Saške Rakec predvidevajo globoko poslušanje. Pogosto se dogajajo ob neobičajnih urah. Včasih od nas pričakujejo tudi, da zakorakamo izven prostorov namenjenih umetnosti, pa tudi davanje vstopamo skupaj z najmlajšimi, tudi dojenčki in otroci. Odpirajo nam nekonvencionalne situacije, kjer se lahko drugače oglašujemo in povezujemo med seboj in se tudi mi učimo in napajamo iz brezdanih in nedomljivih svetov teh, za katere se nam je zdelo, da so zgolj odvisni od naše skrbi. Če se premaknemo v bistvu nekaj konkretnih primerov, začela bi v bistvu z elektroakustično radijsko opero Iden. To je bilo, v bistvu delo je bilo uprizorjeno v nekdanji galeriji, ki žal ne obstaja več, Steklenik v rastlinjaku Tivoli ob navtični zori ob 4:36 zjutraj. 8-kanalni soundtrack in 4 vokalistke v živo. Bomo poslušali tudi, se pravi, kratko zgodba, gre za v bistvu zgodbo koronske sipine v Litvi. Cela zgodba se je začela tako, da smo v bistvu skupaj Špelo Petrič, ki je imela v Nidi, iz tega tudi izhaja potem Iden, kot igra, mislim, ne Nida, Iden. Pač rezidenco smo v bistvu en del rezidence preživeli skupaj in tam začeli raziskovati pač to dinamiko, ki jo v bistvu prinaša, ki se v bistvu vzpostavlja v prostoru, ki je nacionalni kulturni spomenik in park in vse ti odnosi teh deležnikov, pa hkrati to ne gre samo za zgodbo teh konfliktnih interesov, ampak v bistvu tudi vprašanje kuriranja nacionalnih parkov, ampak tudi v bistvu za neko vprašanje minljivosti, prehajanja in tako naprej. Zdaj, tisto, kar nam je bilo tukaj ključno, si lahko preberete, jaz bi pa vseeno pustila, v bistvu poslušala, da zaslišimo en ta delček. Mogoče samo da povem v uvodu je to, da mi smo bili tam 10 dni na rezidenci in smo imeli po mojem več kot 50 ur materijala, se pravi field recordingov. Od tega so bili posnetki sipin, vode, vetra, kormoranov in ogromno človeškega glasu, ogromno deležnikov, ker tam pač to. In zdaj smo iz vseh teh materijalov, ko je nastala v bistvu predloga za to, da nek način dokumentarno elektroakustično radijsko opero Iden, mi nismo uporabljali, razen človeškega glasu, nismo uporabljali field recording sipine, ampak je celotna zvočnost sipine ustvarjena s človeškim glasom, razen zadnjih 5 minut, kjer v bistvu izginejo vsi ostali glasovi, ostane samo pokanje veje v vetru z te sipine, ki pa zahteva nek svoj čas. Se pravi, na koncu se pač ta recimo človeški omakne rastlinskemu. Razlog, zakaj smo se odločili, oziroma skozi to raziskovanje prišli do tega, je v bistvu tema, da je pravzaprav ta sipina menežerirana, oziroma to besedo se dejansko uporabljajo, te dokumenti, menežeriranje z naravo. In da je potem vprašanje, koliko smo zares sposobni tega drugega, v tem primeru to sipino zares slišati, in kaj pravzaprav pomeni, če se zavemo te neke enakosti v odnosu. No, da poslušamo. Hvala lepa. Ne sam neskaj.
landscape is cultural landscape. Samo preskočila na za konec, dokaj po mojem, da bi šlo. Oziroma se opravičujem, moram pogledati, kje so minutaže prave. 36, 37. Torej, to, kar poslušamo, zdaj ne bomo pustili toliko časa, ker potem bi vaš čas najne prezentacije namenili temu, ampak pravzaprav šele v zaključnem delu, tako kot sem rekla, človeški princip zamenja pač rastlinsko in posnetki sipine, field recording ustvarja potem neko intenzivno podaljšano časovnost, ki zahteva drugačen način prisotnosti, pozornosti in prislušanja. Postopimo pa do tega trenutka s popolno dekonstrukcijo jezika, se pravi jezik počasi postajajo zvočne mase, ki ustvarjajo različne časovnosti teh okoljskih svetov sipine. Glavni protagonist Idna je nečloveški zaščiteni ekosistem koronske sipine. Človek je samo del njegove zgodbe. Se pravi, protagonist postane ta celota, skozi se preigravajo mnogotere silnice, vpliv človeka, peska, vetra, valov, avtohtonih rastlin, pogozditve, kormoranov, kapitalskih interesov in tako naprej. Skozi to nenarativno pripoved, ravno zato, ker je grajena skozi subtilne zvočne nanose, ki neposredno afektirajo telo poslušalca, ne poslušamo samo dokumentarne predstavitve tega določenega pojava, ampak se skozi čutne kanale odpirajo in pod vprašaj postavljajo nekateri temeljni antagonizmi, recimo narava, kultura, divjost, ukročenost, spremembe, stabilnost, avtohtonost, invazivnost in tako naprej. Dihotomije razvijajo različne strategije, denimo odločitev, ki namesto kopice terenskih posnetkov sipin naravnega deležnika predstavlja skoraj izključno preko posnetkov človeških glasov, kot je omenila že Saška. Ta odločitev nas spomni, da človekova zaznava sveta ni nekaj objektivnega, ampak vedno in neugibno že njena antropocentrična interpretacija. Ali celo več, kot v svoji teoriji razlaga teoretičarka Karen Barat, da niti nečloveška narava, niti človek brez medsebojne korelacije nista samostojni kategoriji, ampak sta šele posledici te interakcije. To razvezavo dodatno zaplete živi glasovni nanos, ki daje elektroakustičnemu zemljevidu afektivno reliefnost in kontingenco, lastno vetru, pesku in tako naprej. Veliko truda je vloženega v to, da živa interpretacija ni preveč invazivna, se pravi, da to niso neki soli, ampak razširitve, podčrtave, momenti malih glasovnih eksplozij, ki vzniknejo iz vseh koncev botaničnega vrta, kamor so umeščene performerke. Torej, ta zagonetni naravno-kulturni ekvilibrij se podvaja tudi na ravni znaka, ki razpade na glasove in pojme, na pomene in zvoke. Prevelika mera razlaganja bi blokirala tisti del, ki mora v uho stopiti preko telesnega doživljanja, ne pa racionalnega razumevanja. Ob
Obratno bi premalo ubeseditve pomenilo premalo konteksta in efektivne zvučne mase se ne bi imele česa oprijeti. Na več mestih so v besedah poiskane tudi onomatopeje, naprimer pesek, čas ali besedne igre, kot so prah, strah, prastrah, ki relativizirajo arbitrarnost spoja med označevalcem in označencem in iz konglomerata zvučnosti in pomena besede izvabijo še močnejše pomensko efektivne puščice. Dramaturgija skrbi in okoljske občutljivosti tu predstavljajo tudi uravnoteževanje med pomeni in zvoki, pri čemer pomeni predstavljajo znan ali vsaj oprijemljiv teren, zvočnost pa pomenom spodmika tla in jih odpira za nezaznanje ali pozabljene sfere občutkov. In če se predstavimo naprej na naslednje delo, bom kar dala en tak droben, enominutni v bistvu odlomek iz dela, da občutek prvo. Krvičastejšega tišine. Jaz sem Marija Terezija, sem bil v Sloveniji. Kularski cilj iztrebati Medveda Risa Volka, bil ga Prešiček. Popolnoma legitimen cilj, to se tudi močno spodbujalo, prišlo visoke nagrade in za večino teh vrst je to uspelo. Res ni vprašal sta popolnoma iztrebljena, tudi Rimljat recimo. No, ampak tudi življamo že v 20. stoletju, tam še v 60. letih je recimo država izplačevala nagrade za ubijanje volkov. Ja, torej, to delo je v bistvu začelo nastajati časa v bistvu pač epidemije COVID-19 in načeloma je bilo zamišljeno tudi kot zvočna instalacija v nekem gledališkem uprizoritvenem prostoru. Potem je pa v svojem primeru doživelo pravzaprav za časa največjih blokad premikanja, tako da smo mi takrat delo v bistvu predvajali na portalu 365 RTV-jevskem, s tem, da smo pozvali tudi preko pač vabila v eter, ki je bila napoved dela, da se lahko poslušalci premaknejo oziroma sprehodijo v svojem ritmu po polju, gozdu, vrtu, po svoji izbiri. In kasneje je potem delo po koncu zaživelo po zvočni sprehod. Zdaj, mogoče to, kar je tukaj zanimivo ali pa na nek način nadaljuje neko raziskovanje začeto že uvidno, je to, da tukaj tudi v bistvu gre za dokumentarno radijsko igro, ki v bistvu potem dejansko raziskuje, kako v ta človeški diskurs umestiti glas drugega in počasi ta jezik pravzaprav razpada v atmosfere, ki so grajene iz zvočnih kraj in iz človeškega oglašanja človeka in oglašanja šakala. In v bistvu ne gre zgolj za reprezentacijo tega odnosa, ampak se pravzaprav v tem zvočnem prostoru na nek način ves čas išče, da to sobivanje, ta konflikt, to v bistvu harmonijo med njima in tudi to konfliktnost tega odnosa, ker ta odnos je pač izjemno kompleksen sam po sebi in tudi te različne perspektive v bistvu ponovno vstopajo skozi pozicije različnih deležnikov, ampak se ne vzpostavljajo samo na ravni pomena, ampak tudi na ravni zvočnosti, nekega iskanja pač nadvlade, sobivanja, horizontalnih pozicij in tako naprej. In torej na nek način, da ne gre zgolj za reprezentacije, temveč za ustvarjanje fizičnih prostorov, zaznav tega drugega in ponovno za odpiranje nekega prostora za čutno izkušnjo tega drugega v našem primeru šakala. Ja, pri glasu šakala zdaj protagonist ni več neživa narava, v katero človek dolbe svojo kulturo, da bi vzdrževal kompleksen kohabitat, ampak je zdaj, kot je rekla Saška, večji poudarek na tej drugi vrsti, drugem bitju, da bi mu preko prisluškovanja njegovemu svetu dali lasten glas. Gre za bitje, ki velja za invazivno vrsto, v lovskem upraviteljskem jeziku je velikokrat namenjeno za odstrel in tako naprej, hkrati pa je šakal zelo podoben udomačenemu psu, s katerim je človek v simbiotičnem prepletu sposoben razviti enega najbolj kompleksnih, globokih odnosov. Šakal tako postane nek topos, ki odpira vprašanje tudi med tujostjo in domačnostjo. Namesto udomačevanja in razumevanja te vrste se predstava loteva bolj odpiranja razumevanja za vrsto v njeni tujosti sami. Ko o vrsti vemo veliko, ni nujno, da jo zares spoznamo tudi iz perspektive te vrste, iz njenega lastnega okoljskega sveta in specifičnih čutov. Zato je pomembno izostriti naše lastne čute, prisluškovati in se odpirati nepredstavljivemu in nedojemljivemu.
predstava iz dokumentarističnega modusa, ki ste ga slišali malo, kako se nekako začne, ki ga zaznamuje razlaganje na ravni logosa, počasi razpade v razplastene zvočne krajine, ki dajo prednost doživljanju na ravni čutnega. Na ta način ne postajamo zares šakali, gotovo pa lahko skozi to izostrovanje slišimo in se odpiramo za bolj intenzivno doživljanje, kar nam odpira pot do čutnega razumevanja drugih bitij kot bitij, ki imajo po svoje kalibrirana čutila in lastne okoljske svetove in lahko svet okoli sebe intenzivno doživljajo. Na ta način naša povezanost s svetom ne poteka samo na ravni empatije kot čutenja z drugimi bitji, saj je to vedno že neke vrste antropomorfizacija. Do sveta drugih namreč nimamo neposrednega dostopa. Če tudi pa je njihov svet drugačen, pa je gotovo vsaj tako bogat in intenziven, kar pa je nekaj, s čimer se lahko povežemo. To nam odpira pogoje in možnosti za razumevanja ne le šakala, ampak vsega tujega kot drugega, ki nam ga ni potrebno dolbisti razumeti, da bi spoštovali bogatost vsakega življenja v tej njegovi samolastni vpletenosti v svet, ki pa je vedno že tudi prepleteno z drugimi. In še čisto kratko o nekem delu, ko se ti tako in tak preskok, ampak pravzaprav ni. In zaključili bomo v bistvu za radijsko opero za skupno poslušanje dojenčkov in malčkov. Bom dala kar en kratek podlomek, samo za... Mislim, da bi tole mogla delati. Tole. Ja. Poslušaj skrivnosti, pošumenje morja odkane. Kajaki. Ribe. Torej samo za en droben občutek. Pravzaprav gre v bistvu, morje je nastalo kot nadaljevanje interaktivne lutkovne predstave v bistvu produkciji Lutkovnega gledališča Ljubljana, je bila narejena za v bistvu skupno poslušanje in potapljanje v ta svet v bistvu za malčke pa otroke in z tega potem so naprej razvijali v koprodukciji z Radijem Slovenija opero radijsko za skupno poslušanje. In sicer gre za zgodbo o dveh delfinih, ki se zaradi hrupa več ne najdeta, ampak poslušalce pa povabi v bistvu ta kompozicija, posluškovanju, potapljanju in igri z zvočnimi krajinami. Hkrati pa je to tudi igra v začetku življenja, v spektru čustev in o reorganizaciji odnosov, ki jih v intimno konstelacijo prinese rojstvo novega bitja. In tisto, zakaj sta jo v bistvu vključila to današnjo predstavitev, je zato, ker morje temelji na konceptu zvočnega uglaševanja in komunikativne muzikalnosti, ki označuje zvočno-telesne interakcije med dojenčkom in odraslim, kot tista osnova za stik, komunikacijo in oblikovanje odnosov. To sama opera je zasnovana kot zvočna krajina, ki odrasle in dojenčke povabi, da se vanjo potopijo in aktivno soustvarjajo z glasom, skupnim petjem. In se pravi, in s to potopitvijo to kompleksno, nežno in varno zvočno okolje postavlja pogoje za skupno in skrbno poslušanje. Z drobnimi zvočnimi spremembami je bil naš cilj, da se pritegne pozornost poslušalca in da se ustvarja skozi poslušanje in to na nek način kurirano pozornost preko zvočne dramaturgije prostor za njun stik, za odnos. Ideja je bila tudi ta, da v bistvu kako odpiramo nove prostore poslušanja, nove prostore te recimo resenzibilizacije, tako da torej, ker je radijska igra, pravzaprav lahko vsaka otroška soba, vsak dom postane uprizoritveni oder radijska igra oziroma ta zvočna kompozicija pa partner v igri oziroma v tem procesu premišljevanja oziroma globokega poslušanja, tako rečemo. Dojenčki, zakaj so zanimivi? Zato, ker so najboljši deep listeners, to pravi, ko ste videli na citatu. No, pri tem pa pač dramaturgija podaljšanja časovnosti ponovno ustvarja pogoje za čudenje, oglaševanje in prisotnost, prostore, kjer lahko stopimo v stik z lastnimi čutenji in se preko njih povežemo z drugimi, bodisi človeškimi ali pa nečloveškimi. Je tudi ni naključje, da si predstava za skupno poslušanje dojenčkov in staršev za motiv vzame ravno morje. Morje postane nekakšna metafora za
oceanski občutek, torej občutek povezanosti z vsem in potopljenosti v svet, ki je po dognanjih razvojne psihologije prisoten v vsakem izmed nas, preden ugotovimo, da smo samostojna bitja. Kot dojenčki tako šele plavamo proti površini pomena, simbolnega, ki nas inicira v družbo, hkrati pa loči od narave. Spravi ta neka potopljenost, gestacijskost začetka življenja in tako naprej. Obenem pa je voda tudi materialno prisotna v vseh nas, na svetu je končna količina in se pretaka skozi naša telesa in telesa drugih ter nas povezuje, kot pravi tudi Astrida Nemanis. Prav tako, kakor se z valovi vzdrami voda, preko teh zračnih valov potuje tudi zvok. Zvok je zelo pomemben, se pravi, na zvoku se temelji ta potopljenost, ki nato preko kompleksnega mehanizma našega slušnega organa povzroči mikropretoke dejansko vode v polžu našega notranjega ušesa. Zvok lahko, tako kot voda, vzdrami naše celotno telo, zdi se, da se tudi v zvoku nekako okopamo. Zvok nas gane, zvok nas preplavi, lahko povzroči prijetne občutke, lahko nas iritira in zmoti. Glasba je antropogenetski poskus, kako preko zvočnih valov deliti raznotere občutke. Predstava morja razširja ta oceanski občutek preko zvoka in drugih čutnih vtisov. Skozi situacijo interaktivne večkanalne čutne izkušnje si prizadeva omogočiti doživeti izkušnjo morja na, recimo temu, postantropocentričen način, ki je obenem tudi način primeren za tiste, ki nekako še niso postali povsem ljudje, dojenčke, se pravi, ki še niso splezali do te simbolne ravni. Gre predvsem za način upovedovanja, kjer je poudarek na poetični izkušnji, na taktilnosti, potopljenosti, vizualno, ki ne vstopa v našo zavest na racionalni ravni, ampak vprašanja potrkajo na vrata zavesti drugače skozi senzacije in doživetja. Ravno ta igriv in doživet način je nekaj, kar majhni otroci bolj odprto in razvojno naravne sprijemajo. Otroški razvoj namreč poteka preko čutnih disonanc, ki se šele postopoma povezujejo v smiselne pomene. Otroci imajo posebej še v predsimbolnem razvojnem obdobju izkušnjo doživljanja zvočnih krajin in drugih čutnih, taktilnih, vizualnih, olfaktornih držljajev, ki se nato s ponavljanjem in izkušnjami šele postopoma povezujejo z določenimi občutki in šele nato pomeni in zgodbami. Taka senzorična razgradnja na predpomensko občutensko se morda, ko je namenjena tudi večjim ali pa odraslim, zdi kot nekakšna regresija, a hkrati je tudi resensibilizacija in odpiranje za nova občutja in možnosti, ki jih redukcija na vnaprej fiksirane pomene lahko tudi osiromaši. Zato je to vrstno razpiranje občutne krajine po našem mnenju lahko tudi način za povezovanje z okoljem drugih bitij, s katerimi si delimo več kot